2025. Slišali smo vse tekmovalne skladbe. Zdaj pa se začne zares. Zmagovalec EME 2025 je... Klemen! Klemen, 4-krat voditelj na EMI, enkrat kot tekmovalec in zmagovalec. Kakšni so občutki? Utrujen sem. Ne, občutki so neverjetni. Biti na drugi strani je malo nenavadno, glede na to, da sem zdaj navajen držati, ne vem, en kos cele oddaje v roki. In veš, da gre marsikaj lahko narobe v tem enem kosu. Kaj šele potem v enem koščku. Tukaj je manj prostora za potencialne napake. Sploh pri eni take stvari, kot smo imeli mi z ekipo naštudirano, kjer so zraven neke vrvi, ki omogočajo to, da jaz tam lebdim, obrnem z glavo navzdol. In ja, na generalki so se nam zapletle in potem se poraja vprašanje, kaj pa, če se zapletejo med nastopom v živo. Ampak se vse srečno končalo. Ja, se je. To je v bistvu prvi komad iz tvojega albuma, ki je v nastajanju. Kdaj ga lahko pričakujemo? Ki je že narejen. Okay. Ampak ni pa še izdan. Tako. Pričakujemo ga lahko verjetno po Evroviziji, junija. Verjetno junija pride ven še en single, potem pa verjetno celoten album. Moramo še založbo se usesti pa narediti plan, ker zdaj sta pač dva različna plana bila. En v primeru uvrstitve na Evrovizijo in en v primeru ne uvrstitve. Zdaj bomo pač sledili temu, da pred Evrovizijo ne pride ven nobena druga pesem. Na družbenih omrežjih se je pojavilo ogromno tvojih slik v imitacijah evrovizijskih zmagovalcev. Kaj pa to? To pa je nekaj, kar bo podprlo moja pesem. Imam občutek, takrat, ko smo delali zmagovalce EME leta 2020, ko sem EMO nazadnje vodil, in smo takrat ob 25-letnici naredili 25 zmagovalcev. Zdaj smo pa 30 in jaz sem 30, ne morem verjeti. Takrat se mi nekako ugraviralo male možgane, da bom, ko bi šel mogoče enkrat na Evrovizijo, naredil zmagovalce Evrovizije. In takrat sem to ekipi tudi že povedal in so bili vsi, ja. In zdaj sem jih dejansko klical in na srečo so bili vsi za in ekipa je fenomenalna in zelo požrtvovalno smo vsi skupaj delali. 4 dni smo snemali, od tega sem v povprečju spal 4 ure, ampak na koncu smo posneli in ja, ta video bo kmalu gledal luč sveta. In zdaj, ko sem zmagal EMO in ko grem na Evrovizijo, bo imel smisel. Če ne bi imel smisla. Bo morda tudi ta pesem iz EME dobila video zgodbo? Tudi. Zaenkrat bo šel tako imenovani lyric video, video z besedilom, v katerem bo nastopala z Mojco. Se bo morda kaj skladbo oziroma tudi nastop spremenil v Baslu? Kaj razmišljate o tem? To ne vemo, moramo vedeti, kakšne so tehnične zmogljivosti same dvorane. Radi bi preslikali mogoče ta moment človeka, ki poje obrne na glavo, ker pač ta dogodek, ki se nam je zgodil z Mojco, nam je obema obrnil življenje na glavo. In metaforično, ja, se je treba potem pobrati nekako najti pot ven iz tega. Če bi šel še enkrat na oder EME, bi šel v vlogi voditelja ali tekmovalca? Trenutno lahko rečem, da ne bi šel nikoli več na oder EME. Ampak bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost. Ne vem, jaz res ne vem, mislim, edina pesem, s katero bi kadarkoli šel na Evrovizijo, zdaj ko gledam za naprej in za nazaj, je ta. Pač neki, za čimer 100%, 1000% stojim, ker je resnična zgodba. Vem, da se močne zgodbe ljudi dotaknejo, glede na odzive ljudi, ki so bili pripravljeni pesmi prisluhniti, se jih očitno res dotakne. In to me, mislim, ganjen sem že samo od tega dejstva. In ja,
ne bi naredil nič drugače.